Spoštovani gospod minister, magister Stanko Stepišnik, danes ste nam povedali, da ste 30 let delali v orodjarstvu. Danes ste pristojni minister za to področje. Pozdravili ste svoje kolege na osrednjem letošnjem srečanju. Kako ocenjujete take dogodke za pomen panoge? Takšno združenje, kot je danes druženje, pravzaprav četrti forum in predvsem druženje iz različnih držav strokovnjakov iz ene branže, je ena velika priložnost, da najdejo sinergijo med sabo, da se povežejo, da se omrežijo, ker danes mej ni več in je zelo pomembno sodelovanje, predvsem pri absorpcijski sposobnosti, kadrovski, kadar gre za proizvodno oziroma kadar gre tudi na vse zadnje za črpanje evropskih sredstev za razvoj in raziskave, za posodobitev in pa za razvoj človeških virov, ker orodjarstvo v zadnje čase je opaziti v celotni Evropi, da je veliko pomanjkanje strokovnega poklicnega kadra. Kako pomembno pa je orodjarstvo za industrijo oziroma za razvoj družbe? Orodjarstvo je izredno pomembna gospodarska panoga, odlikuje predvsem visoka dodana vrednost, inovativnost, ustvarjalnost in pa zaposlovanje predvsem strokovnih ljudi. Orodjarstvo je zelo pomembno na začetku razvoja vsakega izdelka, saj je potrebno izdelati orodje tako v steklarski industriji kot v industriji jekla, v industriji plastike, pravzaprav v vseh industrijah je potrebno na začetku orodjarstvo. In orodjarstvo je tisto, ki spremeni oblikovni načrt v končni izdelek. To se pravi, pripravi nek model, da se zamisli raznih strokovnjakov, ki modelirajo, potem zrcalijo v končnih produktih, končnih izdelkih. Danes ste tudi v uvodnem pozdravu povedali, da v Sloveniji obstajajo viri za nadaljnji razvoj slovenskega orodjarstva in na splošno evropskega. Nam lahko mogoče malo povzamete, kje so torej priložnosti, da lahko dobijo podjetja tam prepotrebna vire financiranja svojega razvoja? Ta nova vlada predvsem sledi evropskim smernicam, to je predvsem vlaganje v raziskave in razvoj, predvsem v vlaganje v zaposlovanje mladih in pa tudi varno okolje, uporaba varčne energije in pa predvsem zdravo okolje. In to so prioritete te vlade in vlada ima na razpolago veliko spodbudnih shem, kako pospešiti zaposlovanje, kako naj podjetja vlagajo v razvoj in raziskave in v zadnjem času razvijamo tudi nekaj shem z bankami, kako bi lahko lažje prišla ta podjetja do obratnih sredstev. Kot vemo, v orodjarstvu so zelo pomembna obratna sredstva, ker je ciklus proizvodnje skoraj 1 leto pri večjih orodjih in tu je potrebno dosta finančnih sredstev, da se taka proizvodnja skozi leto potem finančno pokrije. Mogoče na koncu samo še ena poslanica vašim kolegom, orodjarjem. Jaz mislim, da je treba zelo dobro razmisliti, kam naj gre to orodjarstvo v bodoče, ali povečanje obsega dela, glede na to, da so resursi nekako omejeni, ali pa bolj v pametno specializacijo, se pravi večjo specializacijo znanja, tudi tehnološkega postroja in vse zadnje tudi specializacijo trga. Hvala, gospod minister.